Maja bo spet vihar. Kaj? Ja, no. Kaj pa tu rišeš? O, se bo igrala igrico Ugani slikco. Super, v tej igri sem zelo dober. Zmeraj vse uganem. Čovan. Čovan z luknjo? Čovan s streho. Riba je, kaj ne? Sem ti rekel, da vedno vse v prvo uganem. Sedaj pa še jaz. Ja, zdaj pa še ti nariši ribo. Ribo? Ja. Zakaj pa bi narisal ribo? Zakaj bi narisal nekaj, kar ti že veš, da bo? To ni nobene igre. Kje je štos? Ja, ni štosa, to ni igra. To je znamenje. Znamenje? Ja, znamenje. Geslo, če že hočeš. Skrito govorjen znak, v katerem so se prepoznali prvi Jezusovi učenci, prvi kristjani. Zakaj pa so imeli tak znak? Ja, zakaj so to počeli? Ker so se morali skrivati. Skrivati? Ja. To ni bila igra. O, živja! Dobar. V Svetem pismu prav nič ne piše, kaj se je na koncu z njim zgodilo. Kakšno drugo knjigo, a ne? Kakšno knjigo? Ja, ne vem, kaj pa vem, zgodovinsko naprimer, a ne? In mogoče si v njej lahko prebereš, da je Peter takoj po binkoštnem dnevu odpotoval v Antiohijo. Se pravi, je zapustil Jeruzalem, a ne? Zakaj? Ja, ker so se začela preganjanja. Kakšna preganjanja? Ja, a ni logično, da če so Jezusa želeli umoriti, da bodo tako želeli storiti tudi z njegovimi učenci? Aha, in je Peter spet stisnil rep med noge in se šel potuhniti. Ne pa, okej, no, v redu. Mogoče se je res skrival, ampak ne zato, ker bi ga bilo strah, ampak zato, ker so ga drugi potrebovali. Ljudem je oznanjal Jezusov nauk in pripovedoval o njegovem življenju in besedah. Danes bi rekli, da je misionarij. In tako so se začele oblikovati prve skupnosti, prve cerkve. Cerkve? Ja, a veš, zdaj, ko prideš v kakšen kraj, a ne? Najprej opaži zvonik pri cerkvi, je tako. No, ampak v tistih časih zvonikov niso kar postavljali, ker niso želeli, da bi jih vsi videli, ampak so se... Ampak so se skrivali. Tako je, ja, skrivali so se. Okej, no, dobro, res so se skrivali, ampak včasih ni bilo tako kot danes, ko se kar vse sme. Predvsem pa in sploh so bili to prvi kristjani, prvi Jezusovi učenci, ki so šele spoznavali njegov nauk. Zato je Peter hodil naokrog, da jim je govoril o Jezusu. Ja, no, včasih je pa pisal tudi pisma. Pisal? Ja, v Svetem pismu imamo ohranjeni 2 Petrovi pismi. Potem so bila pa njegova potovanja zelo dolga. Ja, čakaj, kako to sklepaš? Ja, če pa pisal pisma. Če grem jaz na kakšno potovanje, pošljem kakšen SMS ali pošljem kakšno razglednico. Pismo sem napisal samo enkrat, pa še takrat sem bil kar 14 dni od doma. In si se jokal po svoji mamici. Dajte, fantje, no. Pa saj Peter ni pisal pisem s pozdravčki ali pa spraševal o vremenu. Tudi v njih poučuje in spodbuja. Še nas, vse danes, piše, naj se damo kot živi kamni vzidati v duhovno stavbo cerkve. No ja, sam tole s kamni bo pa Peter ja več vedel, a ne glede na to, da je Peter skala. No, pa še piše, da moramo biti veseli, če smemo kdaj trpeti za Jezusa. Ja no, zakaj se je pa potem on skrival? Ja no, ker včasih ni bilo tako kot danes, ko te morda kdo zbada, če greš k maši ali pa k veruku. Včasih so te zakaj takega mučili ali pa celo ubili. Ubili? Ja, nevarno je bilo priznati, da veruješ v ostalega Jezusa in da si njegov prijatelj. Veš, to je bilo zelo nevarno in zato so si prvi kristjani
izmislili taka znamenja, da so se prepoznali med seboj. Ja, zato si prej narisal tole ribo. Ja, riba je bila najpogostejši znak. Zakaj pa glih riba? Zato, ker je bil Peter Ribič. No ja, mogoče tudi zato. Predvsem pa zato, ker riba v grščini pomeni ihtis. Te črke pa tudi pomenijo Jezus Kristus, Božji sin, odrešenik. To, aha. In na to je Peter odšel v Rim, a ne? O, to pa je razdalja. No ja, z avionom 10 ur, Ja no, ampak če ni aviona, potem pa z avtom 10 dni, če pa še avta ni, potem pa peš 10 let. Ja, mogoče šel pa Peter kar peš po vodi in si je skrajšal pot. Ja no, tudi mogoče bi šlo, ampak bolj verjetno je uporabil čoln ali pa ladjo. bi rekel, je bolj varno. Za vsak slučaj, če ti zmanjka vere. Pa daj, povej, pa je bilo v Rimu? Ja, Rim je bilo vendar veličastno mesto, a ne? V njem je bila tako velika skupnost kristjanov, no ja, zato je bilo tudi preganjanje toliko večje. Kristjani so se morali skrivati celo pod zemljo. Pod zemljo? Ja, v tako imenovanih katakombah, se pravi podzemnih grobnicah, ja. Sem pa že mislil reči, da so se skrivali kot krompir pod zemljo, ampak imate, to res ni smešno, da se mora skrivati pod zemljo, med kostmi, pa saj to je grozno. Ja, ampak veš, so se navadili. Tam so se zbirali pri skupni molitvi, skupaj so imeli obrede, skupaj so peli, klepetali, skratka se družili, a ne? Ja, kaj pa nad zemljo? Nad zemljo pa je cesar Neron strahovito preganjal novo vero. Bilo je tako hudo, da so Rimljani prosili svojega škofa, naj se umakne iz mesta, ker so se bali za njegovo življenje. Kateri škof pa je bil to? Moj Bog, glej ga, Peter vendar, prvi rimski škof in prvi papež, bravo, papež, ja. Kaj pa je Peter storil? Ja, po dolgem premisleku je le odšel iz mesta, vendar legenda pripoveduje, da je na tej poti srečal Jezusa. Dobro, dajmo kaj odigrati danes, samo klepetame, dajmo odigrati. Akcija! Peter, takoj moraš zapustiti mesto, takoj! Stari vihuni so vse posod in vsak hip lahko odrejo sem in potem nas čaka samo še smrt. In jaz se vas zapustim ti preizkušnji. Nikoli. Sploh pa se motiš. Ne čaka nas samo smrt, ampak nas na njenem pragu čaka tudi Jezus. Veseli moramo biti, če smemo trpeti kdaj z njim in zanj. Saj sem vesela in rada dam življenje za Jezusa. Ne govori tega. To sem tudi jaz zatrjeval Jezusu pri zadnji večeri, pa sem ga še isto noč zatajil. Ne smem tega zdaj storiti še enkrat. Z vami vstanem kot pastir svojo čredo. Ampak kadar krido volkov napade, kadar delo volkov napade, čreda si bo pametni pastir rešil življenje. Joj, pameten pastir morda. Dober pastir pa vstane svojo čredo in da življenje zanje. Nikamor ne grem, z vami vstanem. Res ne bi, resno, no? Joj, kako naj vas zapustim, ko je že toliko mučencev prelilo kriza Gospoda? Vsi ti so glasno in pogumno oznanjali za Jezusa. In jaz naj se temu izognem. Ti si vendar skala in na tej skali je sezidana naša cerkev. Kdo bo potem oznanjal evangelij, veselo novico, če ne ti povej, kdo? Takoj moraš oditi in si rešiti življenje, da boš lahko še oznanjal. Pojdi. Dober pastir želi tudi, dober pastir posluša tudi, kaj želi čreda. In tako se je Peter odpravil iz mesta. Vendar
pa se ni zavedal, da ga je na tej poti čakalo veliko presenečenje. O, glej ga! Si to res ti, Jezus? Seveda sem, Peter. Kar ne morem verjeti, da te vidim. Tudi jaz težko verjamem, da tebe vidim tukaj. Zakaj pa? Kam pa si namenjen, Peter? Joj, ne vem. Ven iz Rima. Zakaj? Ko bi le vedel, Jezus, grozno je. Tvoje učence preganjajo kot živali, mučijo jih, tepejo in pribijajo na križe. O, dragi Peter, vse to sem že izkusil. Zakaj ne bi tudi ti? Učenec ni nad učiteljem. Kam greš, Gospod? Kam greš? Quo vadis, Domine? Kva? Quo vadis, Domine? Tako je rekel Peter Jezusu. Ne, Peter je rekel, kam greš, Gospod? Ja, pa saj je isto, no. Pa ni isto, tako če njega razumem, tebe pa prav nič. Oj, Peter je rekel, quo vadis, Domine? Ker je govoril v latinščini, a ne? O, zdaj v latinščini, prej s tisto ribo v grščini, včeraj s tisto žensko v ramejščini. O, človek mora biti res poln svetega duha, da lahko sploh kaj razume. Joj, a bosta vidva že kmalu končala, da lahko nadaljujemo s to igrico? Ja, sva že, vidva kar nadaljujta. No, torej, kam, ne, quo vadis, Domine? Kva? O, ne, pa, quo, a nisi nič poslušal? Kam greš, Gospod? Resnično povem ti, Peter, ker ti zapuščaš mojo čredo, grem v Rim, kjer me bodo še enkrat križali. Ne hodi ti, grem jaz. Kam greš? V Rim, v smrt, v nebesa. In kaj je bilo potem? Peter se je nato odpravil v Rim, kjer so ga prijeli in mu sodili. Križali so ga. Peter se ni upiral. Prosil je le, da bi križ obrnili na robe. Zakaj? Zakaj to? Ni se počutil vrednega, da bi bil križan tako kot Jezus. In zato so ga križali z glavo navzdol. Kaj s Petrom sedaj? Sedaj je Peter, sveti Peter, in je v nebesi, in je zavetnik škofov, papežev, spokorjencev, spovedancev, mlinarjev, ladjarjev, trgovcev z ribjami, ribičev in še mnogo. Ustavi se, no, ustavi. No. In sveti Peter predvsem nam govori, da mora biti trdni v veri in pripravljeni opravljati velika dela. Govori... Uči nas, da moramo biti odprti za svetega duha in da nas težave in napake ne smejo zaustaviti. Opogumlja nas, da pričujemo za Jezusa tudi, ko je to težko in da mu ostanemo zvesti do konca. Živjo, Peter! Živ je Peter!